Tako, dober dan, danes je z nami dr. Žiga Malek. Mogoče začnemo kar čisto enostavno za vašo karierno potjo. Ja, jaz sem leta 2010 sem diplomiral na Biotehniški fakulteti in takrat sem se še malo iskal, ampak sem vedel, da hočem ostati v znanosti. Že med diplomo sem videl, da mi res veseli raziskovati neka nova znanja, pridobivati. Sem že kot študent delal recimo v podjetjih in tako naprej in sem videl, da mi bolj raziskovanje leži. Sem sicer potem eno leto delal v enem gradbenem podjetju v Sloveniji, potem sem pa dobil, mislim, da avgusta 2011 ali julija ponudbo iz Avstrije, z Mednarodnega inštituta IASA, to je 10-15 km južno od Dunaja, da bi delal na enem Marie Sklodowska-Curie projektu, se pravi kot mladi raziskovalec. In 3 leta sem seveda sprejel, tako da sem potem tudi istočasno delal na Dunaju, na Dunajski univerzi doktorat, na tamkajšnji fakulteti za geoznanosti, astronomijo in geografijo. In tako da sem bil potem na Dunaju nekje med 2011 pa 2015, potem sem še eno leto podaljšal po doktoratu. Sem pa že vmes med samim svojim doktoratom in raziskovalnim delom, jaz sem se ukvarjal z študiranjem rabe tal in z razvijanjem modelov, kako lahko to napovemo v prihodnje, a pa testiramo različne politike, ki jih imamo, da se bolj spopadamo z nekimi globalnimi izzivi, kot so podnebne spremembe, družbeno-ekonomske spremembe in tako naprej. Že takrat sem vmes zelo uporabljal veliko modele razvite na Nizozemskem, zelo veliko sem hodil na konference, se pogovarjal s skupino okoli profesora Petra Verburha iz Amsterdama in potem je bilo ravno takrat enko delovno mesto 2015 tam odprto in sem se prijavil na postdoktorski študij. Človek mora imeti srečo, ne? Ja, tako da ne bi ostal samo 2 leti, takrat so s partnerko rekla, ja, si že Dunaj malo daleč, ne bi šla še dlje, ampak 2 leti Amsterdam je res lepo, prekrasno mesto, pa pejva, no. Pol 2 leti ratal, 4 leta, še sem dobil še eno ponudbo, pol sem pa postal docent v Amsterdamu in sem potem tam ostal kar 8 let, od 2015 do 2023 sem bil še docent. Potem vmes so pa pol s partnerko dobila otroka, vmes je bil COVID in tako naprej in so tudi postale druge prioritete morda v življenju in so skozi malo pogledovala z enim očem, z enim očesom v Slovenijo in nekje leta 2023 sem se potem prijavil na ta razpis za shemo Aleša Debeljaka za vračanje Slovencev, ki so v tujini, nazaj v Slovenijo. In sem bil pri tem razpisu uspešen in sem potem od leta 2024, se pravi, ja, zdaj že predlani, od takrat sem na Biotehniški fakulteti nazaj na oddelku, kjer se je vse začelo, no, na oddelku za krajinsko arhitekturo. Tako, to je na kratko ta moja Tako. pot. Ja, mogoče tudi vprašanje, na začetku ste sami iskali pot ven, je to bilo rekli ste, da ste se prijavili, je to bilo željeno kot plan zbirati izkušnje ali je enostavno naneslo? Ja, hotel sem, mislim, že med študijem sem delal malo v tujini in sem videl, da so določene stvari niti ne boljše, ampak delaš s stvarmi, s katerimi v Sloveniji ne bi. Ne? Tako v Avstriji, kot tudi na Nizozemskem sem delal s stvarmi, mislim, sem delal raziskave po celem svetu, tropskih krajev, do ne vem kje, in v Sloveniji tu ne bi, zaradi same narave, financiranja in tako naprej. Tako da me je skozi mikal, da bi šel ven, pa pridobil kakšna znanja, ki jih pri nas mogoče ne bi. No. Tako da sem skozi hotel ven, mislim, da na meni na začetku ni bil, da bi toliko časa zunaj ostal. No. Ta doktorat, ki sem ga v tujini delal, je bil nekako res moja želja, to mi je uspelo. Pa se je malo dlje, to vse, mislim, ni se zavleklo, malo dlje sem ostal v tujini. No. Tako da ja, sem gledal že na začetku, da bi dobil še, nisem želel vse opraviti recimo na eni ustanovi, ne, se pravi od študija, potem doktorski študij, podoktorski študij in tako naprej. Sem hotel malo potipati tujino. Pa tudi v bistvu, če sem iskren, na Dunaj, ko sem šel, zame to ni bila neka tujina. Ne. Jaz živim v avstrijski meji in je bilo to zame samo kot, ne vem, na mesto Ljubljano, 2 metra z avtobusom, 2 ure z avtobusom, sem šel 3 ure z vlakom na Dunaj. Tako da je bilo samo v drugo smer, pa malenkost večja Ljubljana, oziroma na malenkost. Ja, se strinjam. Amsterdam je bil nekako zame res prva neka taka tujina, ko je bilo res nek sistem šolski ali pa službeni, pa tudi kultura res drugačna. No. Tako da mogoče sem se tudi za to vrnil, ker je bilo preveč drugače stališča uravnavanja družinskega življenja in pa dela, recimo. No. Ja, mogoče, ko smo pri družinskem življenju, kako lahko, kako težko
to je vseeno precej intenzivna kariera. Mhm. Um, kak usklajate? Ja, zdaj, um, ravno ko sem bil jaz na Nizozemskem, se je tudi tam začel spreminjati, da so očetje lahko dobili očetovski dopust. Jaz sem bil prva generacija. Mislim, da otroci rojeni od 1. julija 2020 so to dobili in moja hčera je 2. julija. Tako da sem Res, skozi, rok res je bil pred prva. tem, sem skozi upal, da bo zatem. Tako da sem bil nekako prva generacija. In takrat se je pokazalo, no, da tudi to mi v Sloveniji všeč, tam je bilo to nenormalno, da si vzameš malo časa, tudi matere grejo po 3 mesecih nazaj delati. In mislim, ne bi rekel, da je težje, samo pač manj časa preživiš z otrokom. Ne? Tako da bolj se gre za prioritete. No? Tako da mi smo pol videli, da nama bolj pomeni, da greva, ne vem, da smo že ob 4, a pa na nekem otroškem igrišču nekje zunaj, a pa v živalskem vrtu, ne pa recimo, da šele ob 6 otroka prevzameš. Ne? Tako da je bilo malo to. No. Zdaj težje, ja, tempo je drugačen, no, bi rekel, vseeno v tujini. A Ne? Kot sem rekel, so ta pričakovanja morda drugačna. No. Ko jih opaziš šele potem, ko enkrat dobiš družino. Predtem bi težko rekel, se mi je zdelo, da sem vse čas na voljo, pa energijo. Sam to bi verjetno tudi v Sloveniji bilo to drugače. No. Je pa bilo tudi, seveda, želja po bližini družine. Kot sem prej omenil, COVID, COVID je kar naenkrat si videl, da prej se je zdelo, da je Amsterdam vseeno blizu, to je bilo uro pa pol z letom, recimo z vlakom, sicer pol dneva, dostakrat sem šel z vlakom. Med COVID-om so pa zaprli, recimo, polete, pa kar naenkrat je to pomenilo, da si bil res odrezan od sveta in vidiš, da naenkrat ti je bližina doma predvsej bolj pomembna. No. Ja, to je. Zanima me, dosti krat, to je bolj vprašanje, kjer je odgovor mogoče namenjen mladim, ki se odločajo, ki so med študijem in tako. Zelo dosti je zadnji čas nekako orientiranja študentov v planiranje kariere, v imeti en precej daleč izdelan plan. Jaz imam včasih občutek celo, da jih to malo zadržuje pred odločanjem, kaj bojo naslednji koraki. Če gledate zdaj nazaj, kak natančno ste razmišljali, v katero smer bo šlo in koliko tega je Ja, mislim, da je danes mogoče po eni strani lažje. Zdaj, mi smo že dlje časa v EU, takrat sem bil jaz, smo bili malo manj časa, tako da smo bili za marsikoga še novi. No. Mislim, tako, niso toliko morda zaupali našim univerzam, ali zaupali, niso vedeli, kaj pričakovati od diplomantov naših univerz. Jaz še recimo sem po predbolonskem sistemu, a ne, tako da vem, da sem imel kar takrat težave na Dunaj pošiljati vse te diploma, suplemente pa te zadeve, ker ni bilo jasno, ali je to bakalaureat, kar imam jaz, ali masters in sem kar se tresel do zadnjega trenutka, lahko sploh nastopil z novo službo. Po drugi strani pa morda dosti teže, ker so ti vrata to bolj odprta in je toliko več izbire. Ne. Zdaj, kar bi jaz ostalim svetoval, kot sem jaz vzel, jaz sem vedel, kaj me zanima strokovno. Zdaj, v diplomi sem se ukvarjal nekako s preteklostjo, kako se je okolje razvijalo v alpskem svetu v preteklosti in sem hotel nekaj s prihodnostjo delati in zato sem iskal raziskovalne pozicije, se pravi delovna mesta, ki se ukvarjajo dejansko s tem razvojem takih orodij, da lahko testiramo, kaj se lahko zgodi v prihodnosti. Pa tudi vedel sem, kam približno bi šel. Tako da Dunaj recimo me je zelo mikal, pa Avstrija zaradi bližine. Že takrat sem pogledoval tudi pod Nizozemski, Belgiji, pa Danski, morda dlje, pa niti ne. No. Morda tudi zato, ker so bile te skupine, ki se s tem ukvarjajo, nekako tukaj. No. Tako da malo sem se, vem, kar sem iskal delovna mesta, sem dosti filtriral, ker drugače je to, se kar utaplaš v tem, koliko je tega veliko, ne, če bi vse evropske države gledal. Tako da sem gledal bolj to, kar je bilo meni bližje po jeziku, se pravi, ali da si lahko delal v angleščini ali pa nemščini. Jaz sem se tako omejil, pa ta področje, na katerega sem se osredotočil, izven Evrope pa takrat še nisem hotel iti. No. Sem hotel najprej sprobati, kako je od doma, preden bi šel, ne vem, res na tisoče kilometrov daleč. Ker danes pa opažam tudi Slovenci, jaz sem bil dosti aktiven v tem društvu tujini izobraženih Slovencev in je res ratala lepa skupnost. Ko sem bil jaz, nas je bilo morda 200, zdaj pa mislim, da je že 3000 članov in je precej lažje se na nekoga obrniti, pa ga točno vprašati, kaj in kako. A ne. Od same administracije do tega, kje šole so dobre, ali pa kje programi so dobri, do tudi ne vem, kako iskati stanovanja. Polhanje bo enih takih stvari. No. Ker sem že prej sicer jaz tudi si veliko pomagal z ostalimi Slovenci v tujini, ampak vsaj kar se tiče samih študijskih programov, pa to mislim, da je bilo malo bolj tako. No.
Tako da, ja, saj sem rekel, po eni strani se mi za tega radi mogoče lažje, če si nek ambiciozen človek, ki hoče v tujino, po drugi strani pa izbira toliko večja, kot morda v tistem času, ko sem bil še jaz. Ja, seveda. Mogoče še v smer, vem, da je vsaka stran pot tudi en vir spoznanj, ki jih mogoče ne bi želel pogrešati, ampak je mogoče kaj, kar bi si bili želeli vedeti takrat, ko ste odhajali, biti mogoče boljše pripravljen. Ja, Za meni se zdi, da smo slovenski diplomanti na splošno kar dobro pripremljeni. Doskrat sem jaz poslušal kritike, da učimo se, mislim, zelo veliko nekih splošnih stvari in potem nisi tako specializiran, ampak meni se je to zdela zelo velika prednost. No. Pač imel sem osnove statistike, ker so marsikateri moji sošolci na faksu rekli, da jih ne bojo rabili, ampak sem potem to rabil, da sem bolj napredne metode se lahko naučil. Brez tega bi bilo to zelo težko. Ti niti ne veš dobro, kaj je regresija, recimo, pa tako naprej. Tudi jezikovno se mi zdi, da smo Slovenci zelo dobro opremljeni, če smem temu reči, v primerjavi z marsikaterim ostalim narodom. Tako da, kar se tega tiče, se mi ne zdi niti tako problematično. Edino, kar sem malo res pogrešal, raznih kvantitativnih znanj, pa programiranja, pa tega sem mogel vse precej več, morda v primerjavi z mojimi kolegi v tujini naučiti. Ker sem bil jaz, se bo to tudi še malo bolj v povojih, danes je to že bolj standard številnih ostalih študijev, pa tudi na internetu je precej več teh programov danes, da se lahko tudi sam naučiš. Tako je morda, to je morda ena ta stvar, da sem jo malo pogrešal. Sem pa opazil, da je zelo veliko mojih sodelavcev potem v tujini so že sami prehajali specializiranih študijev. Mnogi, recimo jaz sem krajinski arhitekt, v Sloveniji imamo pač krajinsko arhitekturo, v tujini so imeli razdeljeno na krajinsko planiranje, krajinsko oblikovanje, pa morda še neko tretjo, ker so pač večji narodi in si to lahko prvoščijo. Po drugi strani, potem pa doskrat, ko sem se pogovarjal s sodelavci, sem jaz kakšne stvari vedel, ker jih oni se nikoli niso učili, so delali čisto na drugih merilih in so potem kakšno stvar ignorirali. Tako da meni se je vseeno dobro zdelo, da sem mu neka taka znanja, ne od tega, da smo mogli 500 rastlin nabrati, pa se vse latinsko naučiti, ker se mi je takrat zdela neumnost, ampak po drugi strani, če drugega ne, se zavedaš te biotske raznovrstnosti, ker se pa morda nekdo drug ne, ker tega nikoli ni počel. Tako da jaz gledam za nazaj, mislim, za me se je dober iztekel, tako da bi težko rekel, da bi kaj skritiziral. Pa tudi po bolonski so marsikaj od tega so naslovili, bi rekel, seveda ni idealno, ampak sem opazil, da marsikaj, kar sem recimo jaz pogrešal, za morda je pa zelo veliko danes na samih študentih. To za ni kritika slovenskega šolskega sistema, bi rekel. Kamorkoli greš, moš malo izstopati in vsakdo, ki zna, ne vem, eno orodje več, ali pa en programski jezik več, malenkost izstopa, ali pa jezik več. Takrat morda tega ni bilo toliko, kot je danes. Ja. Govorite nizozemščino? Ja, nizozemščina. Mislim, meni so rekli, da ne znam nizozemsko. Tudi zato zelo veliko Slovencev gre na nizozemsko, ker je študij v angleščini. Potem za naprej ti zelo koristi. Meni so rekli, da mogo predavati v nizozemščini. Potem je pa ta mednarodni študij na Nizozemskem eksplodiral in od mojih, recimo, 200 študentov sem 50 Nizozemcev in seveda je bilo vse v angleščini. Tako da znam nizozemsko, ampak pri predavanjih praktično nisem uporabljal, ker je bilo res. To je ena stvar, ki bi pa res kritiko v Sloveniji dal, to je pa zelo dobro vprašanje zdaj. Recimo Nizozemci so skozi rekli, zakaj pa se učiš, se samo 20 milijonov plus Belgijci plus Južna Afrika plus Curaçao govori nizozemsko. Medtem ko v Sloveniji pa slovenščina zelo pomeni, po eni strani je dobro, po drugi strani pa opažam, da včasih eno leto traja, da neko terminologijo vzpostavimo. Kako bo slovenski izraz, Nizozemci so pa zelo pragmatični, pa rečejo, kompjuter nimajo nekega izraza niti, so rekli, uporabljamo ga, da ne bomo zdaj imeli kakšen pravi izraz. Tudi vsi strokovni termini v tem fohu, v katerem sem jaz, so bili kar v angleščini, ker vse sodelujejo s tujimi in se niso ukvarjali z nekimi nizozemskim slovarjem. Tako po eni strani tu v Sloveniji malo romantično, ker vidim, da imamo vse te slovarje, terminološke pa tako naprej. Po drugi strani se pa včasih zdi, da uporabljamo naš čas za neko delo, kar bi, mogoče sem jaz malo bolj pragmatičen, pa mogoče to zdaj slišim malo heretično, jaz bi raje videl, da bi ta čas porabil za reševanje teh globalnih izzivov. In ne pa to, kako bomo neko terminologijo uporabljali, če sem iskren. Tako da to je morda ena ta kritika. Mislim, da boste imeli dosti priložnosti v Sloveniji za tudi danes, ko bom predstavil diskusija. Danes, ko bom predstavil vsakič, ko v Sloveniji še zdaj predstavljam, se kar malo tresem, ali je ta izraz sploh pravilen, ali je trajnostnost, ali je simuliranje. Poznam. In se bojim, da bo nekdo mi kasneje mail poslal, da sem pa napačen strokovni izraz uporabil.
Se tudi jaz še zdaj vedno znova učim. No. Ja, to je malo. To sem res opazil. No. Od trenutka, ko sem v Sloveniji, da je to pa res pomembno pri nas. No. Ja, Ta skrb za jezik. Lahko rečete, da je to skrb za jezik, po drugi strani morda pa ne vem, kdo bi rekel, da je to pikolovstvo. Ali pa v tem globalnem svetu današnjem se morda lahko ukvarja z drugimi stvarmi. ja, ja, ja. Lepa hvala za ta intervju in se veselim predavanja. Ja, hvala tudi vam.